Živijo afnice, danes sem presrečna. Prvič v bistvu sem se usedla pred kamero, odkar smo dobile na Facebooku skupno 10.000 lajkov. Čakaj, še enkrat. 10.000 lajkov. Kaj? Mislim, to je že tako. Pol Slovenije. V glavnem, ful vesela, v ta namen za vas organiziram 10 dni nagradnih iger, hashtag 10 dni nagradnih iger, hashtag 10.000 lepih afnic. Na vseh mojih socialnih omrežjih, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, by the way, Snapchat imam nov, ne več Queen Lake-a, ampak Lepa Afna, zato da bo lažji, da me posod najdete pod istim imenom. In če me ne spremljaš na Snapchatu, to hiter nared, takoj zdaj, ker namreč nagradne igre potekajo na vseh socialnih omrežjih in bi bilo res škoda, da zamudiš kakšno cool nagrado, ker nagrade so pa res hude. Tako da res iz srca hvala, ker je fajn, res je fajn, da nas je že toliko velik, ker to pomeni, da se dobro imamo, da uživamo skupaj, je res. En malo bolj oseben video, tudi v zameno, tudi v zahvalo za 10.000 lajkov na Facebooku, bo kmalu objavljen na YouTubu, torej ne make-up, ampak nekaj malo bolj leči osebno, ok, Lepa Afna, vaša Lepa Afna, malo bolj osebno. In tako da absolutno čekiri YouTube, če se še nisi naročila na kanal sedaj, ok, da ti čisto nič ne uide. Preden začnemo s tem videom, zdaj po naslovu že verjetno veš, kaj približno se bo dogajalo, ampak preden skočimo v samo vsebino, bi vam rada pokazala še tale čudovit top, ki ga danes nosim na sebi. Je iz dizajnerske trgovine oziroma iz second hand trgovine z dizajnerskimi stvarmi. Zadnjič sem se oglasila čisto po naključju, ker mi je ena punca na Chopovi dala listek, šla gor, spoznala lastnico, čudovito robo ima, zelo lepo ohranjeno. Enkrat na mesec naredi celo zbirko teh dizajnerskih oblačil, Dolce & Gabbana, Gucci in tako naprej po ugodnih cenah. Oblačila so izredno lepo ohranjena in v spodnji pasici, dol spodnji pod videom bom postila, kdaj bom imela naslednjo, zaradi tega, ker se mi zdi, da to nas vse zanima. Skratka, če si iz Ljubljane, še posebej prečekiri, ker je res fajn, ok? Zdaj pa lahko skočimo v tale video, torej kot ti že naslov izda in pove, danes bom testirala dva izdelka. To je moj prvi tipski video, kar pomeni, če se bo dobro prijel, če bo vam všeč, ga mislim početi na vsake tok, mogoče celo enkrat na mesec. In glede na to, da je od zunaj veliko izdelkov, ki so si tudi med sabo na prvi uč podobni, sem se odločila, da bom danes testirala dva izdelka, dve mat šminkici različnih znamk in v bistvu preverila, katero se splača bolj kupiti, katera bo zbrala več pozitivnih točk in skratka pod črto, katera je bolj bomb, katera je bolj super in katero se splača imeti v svoji kolekciji. In tukaj sta torej teli dve mat šminkici, ki sta pripravljeni na test. Prva je od znamke Milani, druga od znamke Maybelline. Na prvi oč zelo podobne, zelo podobna odtenka in najboljše, da se kar lotimo, najboljše, da kar začnem razgaljati vsako posebej in ugotoviti, katera od teh dveh mat šminkic je boljša. In zakaj? Ok, za začetek, tale od Milani je v odtenku 11 Precious, vam jo pokažem, kako izgleda. Je takega rjavkasto roskastega odtenka, ok, takole. In druga od Maybellina, njihova nova kolekcija Vivid Matte Liquid, v odtenku 05 Nude Flush, je tudi izredno podobna. Jo pokažem zraven, tako, ok. Torej, ta je mogoče malenkost bolj roskasta, ta pa potegne malenkost bolj na rjavo, ampak sam odtenek zelo blizu. Ok, naslednja stvar, katero jaz hitro opazim in me tudi lahko zmot, če ni prijetna, je vonj. Obe te dve šminkici imata vonj, s tem, da je od Maybellina, tako kot da ima malo parfuma noter, skratka, ful izrazit vonj. Od Milanija šminkica ima pa tak nežen, prijeten vonj, mene osebno ne zmot, se pa zavedam, da je vonj čist stvar okusa, tako da lahko, da v tem primeru ta diši bolj kot ta. Meni diši osebno od Milanija bolj prijetno. Zdaj pa kar glavni stvari, najpomembnejša stvar je seveda, kako se šminka nosi na ustih, torej kakšen je občutek na naših ustih. Tako da zdaj bom nanesla vsako na svoja usta in spremljala, koliko hitro se posuši in kako prijetno je za nositi, ok? Najprej na usta nanesem od Maybellina šminko.
To je zdaj en sloj, pigmentacija je dobra, je tako, se pravi, šminka je gosta. Zdaj, dokler se suši na ustih, počakam nekaj trenutkov in upam, da se posuši hitro, zaradi tega, ker jo čaka test s kozarcem. Glede na to, da se obe šminkici prodajata pod to, da sta mat, me zanima, ok, na ustih se verjetno morata obe posušiti mat, to je logično, ampak mene zanima tudi, kaj prav test s kozarcem. A pušča, katera od teh dveh šminkic sledi ali ne, ok? Ok, minil je že približno 3 minute, šminkica se še kar suši, torej se še ni posušila. Zdaj, občutek na ustih je sicer izredno prijeten, tako da ne vem, a se more še malo, rab še malo več časa, ampak še vedno je mokra. Čakamo še malo. Ok, mislim, da je zdaj to. Kot kaže, ostane taka. Tako da zdaj najbolj preverjam, kaj prav kozarec, torej kako se šminka obnaša, ko punce pijemo. Zdaj ne vem, a šminka tale potrebuje malo več časa, ampak vsekakor je zdaj minil že slabih 5 minut sigurno in to je torej sled, ki jo pusti. Ne preveč dober. Ne preveč dober. Vem, kako je pri tebi, ampak jaz, ko posežem po mat šminkici, je eden od razlogov to, ker želim biti dalj časa neobremenjena, ker želim torej imeti to varnost, da bo šminka ostala na ustih. Hkrati seveda to ne sme pomeniti, da je šminka suha in da me zateguje, torej da se delajo razpoke in tako naprej, ampak ta absolutno od Maybellina je preveč mokra, je preveč kremasta, tako da žal testa s kozarcem ni prestala. Je pa sam občutek seveda zelo prijeten, tako da še zmeraj je za nositi, ampak ne vidim, v čem je ravno mat. Tudi glede na to, da ima sijaj in glede na to, da se pozna na kozarcu, bi mogoče tale mat mogli prečrtati. Ok, zdaj bom dala šminkico dol. Tudi dol gre izredno hiter, glede na to, da je mat. Evo, to so sledi. Ne vem, če bi lahko bila mat šminkica tako zelo kremasta, v enem pomenu. Še ceno. Jaz sem svojo kupila v Millerju in sem zanjo odštela slabih 8 evrov. Zdaj pa na drugo šminkico, zelo podobno, čeprav je malo večja, embalaža je večja od Milania in poglejmo, kako se ta obnese. Jaz to šminko že uporabljam nekaj časa, ampak vseeno bom testirala čist po istih kriterijih, kot sem testirala od Maybellina, torej še vedno jo čaka test kozarca in pa odštevam, koliko rabi, da se posuši. Od Milania šminkica je potrebovala slabi 2 minuti, da se je posušila popolnoma na mojih ustih in torej videz potrjeno je mat, zdaj pa še kaj pravi kozarc. Ok, ničesar, niti sledu, oziroma če pogledam čist na drobno, mal, skoraj nič. In razlika je torej po testu kozarca očitna. Maybellin, Milani. Milanijevo mat šminkico dobiš na spletni trgovini Click to Chic, stane pa 2 evra več kot Maybellinova, torej 8 evrov in slabih 10 evrov. Tako da za 2 evra več dobiš več količine in po mojem mnenju tudi resnično mat perfekcijo. Tako da, če ste pripravljene za razglasitev nesporne zmagovalke mojega prvega dvoboja dveh izdelkov. Kje so bobni? Bobni? Valjda. Milanijeva šminkica, absolutno več točk si je nabrala. Postavili smo jo na preizkus in eno in drugo pod istimi kriteriji, ampak Milanijeva daleč boljša. Ker pa smo v znamenju 10 dni nagradnih iger, sama podarjam 3 Milani šminkice po tvojem izboru. Vse, kar moraš narediti, je, da mi spodaj pustiš komentar, kako se ti je zdel video in mogoče zberem prav tebe in dobiš to čudovito nagrado. Punce, gledamo se v naslednjem videu, uživajte do naslednjič.